Sedanja ureditev v zakonu o igrah na srečo predpisuje posebne licence za delavce v igralnici. Licenco za to, da se licenca vzpostavi oziroma da nekdo dobi licenco, za to je odgovorna posebna komisija, ki ugotavlja, ali je oseba primerna, ali je oseba usposobljena, ali je nekaznovana, ali izpolnjuje vse druge pogoje, ki jih torej zaposleni oziroma delavec v igralniškem podjetju mora izpolnjevati. S tem se zagotavlja neka raven profesionalnosti, strokovnosti, usposobljenosti in seveda varnost v tako specifični dejavnosti, ki je nadpovprečno izpostavljena premoženjskim kaznivim dejanjem. No, zdaj pa imamo pred sabo ukinitev teh licenc. Kaj to pomeni? Kako se to prevaja v meso, v prakso? V imenu seveda večje fleksibilnosti v navednicah delovne sile pomeni seveda predvsem diametralno nasprotje vsega, kar licence sicer zagotavljajo. Torej, strokovnost, varnost, trajnost kadra, povečevanje varnostnih tveganj, kar je pa v luči delavcev, njihove varnosti, zaposlitvene varnosti še najbolj boleče, pa je dejstvo, da tovrstna deregulacija igralniških poklicev ne pomeni drugega kot socialni dumping. Ne pomeni drugega kot odpiranje vrat agencijskim delavcem, agencijskim zaposlovanjem, prekarizaciji poklicev v igralništvu, dodatno izkoriščanje, uvažanje cenejše delovne sile iz tujine, dodatno krčenje obsega delavskih pravic in tako naprej in tako naprej. Vsega, kar si kapital seveda želi, čim bolj zmanjšati strošek, ki prihaja iz naslova kakovostnega dela. Je pa ta deregulacija škodljiva ne samo za trenuten socialni položaj delavk in delavcev, zaposlenih v tovrstnih podjetjih, škodljiva je generalno, dolgoročno za gospodarstvo. Pada usposobljenost delovne sile, s tem kakovost storitev, ki je v turizmu oziroma v igralništvu ključnega pomena, ker gre za tako specifično storitveno dejavnost. Torej, ljudje, ki izvajajo to panogo, morajo biti usposobljeni, morajo biti varno zaposleni, da ta panoga, storitvena panoga, ki stoji na rokah ljudi, sploh živi. In zdaj, predlagatelj tega zakona gre pa v diametralno nasprotno smer. Gre v krčenje delavskih pravic in gre v krčenje, unižanje standardov izvedbe te gospodarske panoge. In tradicionalno, seveda, ta del, torej predlagana deregulacija, ni bila nikakor usklajena s socialnimi partnerji.